Gledate oddajo Klepet ob kavi. Čas je za instant razbremenitve. Ne boste verjeli, ampak človek je lahko sam svoj doktor v mnogih primerih. Seveda, ko si bo zlomil roko, pa bo kost ven pogledala, takrat pejte na urgenco. Ampak kar se pa tiče dobrega počutja, ogromno lahko naredimo sami. In danes je v moji družbi izjemna Darja Furek. Ti nas boš danes naučila in nam zaupala določene točke, za katere nič ne rabimo, nobenega, ne? Ampak sam kaj, svoje prste? Svoje prste, pozornost, recimo nekaj začutiš, ukrepaš. To je to. Prisotnost bi temu lahko rekli. Prisotnost. Tako. Torej, akupresurne točke. To, kaj je v bistvu? To je iz tradicionalne kitajske medicine. Tako. Okay. V bistvu bi lahko rekli tako. Kakor zgoraj, tako spodaj. Akupresurne točke so kot zvezde na našem telesu. V bistvu to so stičišča, kjer se povezujejo meridiani, ki so nevidne energetske poti. Torej, tam, kjer je točka, prihaja do neke energije elektromagnetnega polja, ki stimulira potem energijo. To jaz dolgo časa nisem verjela, sem rekla, to je larifari, ne? Pa sem začela verjeti, pa sem se pa dokončno prepričala, ko mi je Kitajc sprožil porod z 4 točkami. A je bila ta zraven? Da. Yes. Tako da, evo, se pravi, ti nam boš danes približala te točke, ki nam bojo pomagale do razbremenitve. Ja, razbremenitev. Zdaj, zakaj razbremenitev? Ne? Živimo v zelo napetih časih. Hiter tempo, napetosti, ogromno razmišljanja, energija je v glavi, ne? In pojavljajo se neke notranje napetosti. Včasih sploh ne vemo odkot, zakaj, ampak v skrajni neki točki že čutimo bolečino. Glava utripa, nekaj boli. To je znak, da je energija že resnično blokirana. In predstavljaš si recimo kot promet, avtomobili in se zabije križišče. Ne? Veliko prometa se ustavi in se ne premika več nikamor. In to se zgodi z našo energijo. In treba je prižgati zeleno luč, ne? Jaz rečem tem točkam kar čudežni gumbki, prižgeš zeleno luč in ta energija steče in se lahko razbremenimo. Najprej razbremenimo in danes človek rabi več razbremenitve, tudi krepitve. Ampak če je energija že nekje zaštekala in smo napeti, rabimo najprej spustiti, zadihati, pol gremo pa tankat recimo, ne? Tankat. Ja. Gorivo. Ja, energijo. Gorivo, energijo. Ja. Torej, čudežni gumbki, ki se nahajajo po celem telesu. Po celem telesu, ogromno jih je. Ampak nekatere so še posebej pri roki, bi lahko rekla. In ne rabimo biti strokovnjaki, samo vemo, kje smo, se spomnimo in jih uporabimo. In ker veliko ljudi sploh ne čuti napetosti oziroma ne vejo, da so napeti, dokler se ne pojavi resna bolečina ali celo bolezen. Tukaj že vidimo zdaj na fotografiji nekaj točk, o katerih bomo danes govorili, torej čudežnih gumbkov. Sicer pa prihajajoča delavnica bo bolj poglobljeno namenjena dejansko temu. Tako. Tam bomo točno pokazali, kako se določene točke lotiti. Tudi časovno, kdaj jo uporabiti, na kak način jo uporabiti. Recimo, ni vse eno, a veš, da je vse to povezano celo z luninimi menami. Ne, da rabimo tudi to upoštevati. Potem na kak način, obstaja več načinov, kako lahko stimuliramo oziroma umirjamo ali spodbujamo določene točke. Ja, jaz sem postala tvoj fan v trenutku, ko sem začela selenit uporabljati, ki si mi ga ti poklonila in sem rekla wow, deluje, zadeva deluje, kakor si ti rekla in krasno. Zelo sem ti hvaležna, tudi vidim, da pri dojenčku kako deluje. Super, odlično. A greva kar na prvo točko ali kak? Ja, greva kar po vrsti. Greva po vrsti. Bova začele kar takole, tukajle med obrvmi. Torej, to je področje tretjega očesa. In, a se kaj mrščiš? A poznaš ljudi, ki se mrščijo? Ja. Tebi se nič ne pozna, se nič ne mrščiš. Ne. Večinoma ljudi se zelo mršči, tukaj imajo kar ene črte in tukaj se veliko jeze kopiči noter. To je jeza? Yes. Tu je veliko zastojev energije tu noter na tem področju. Ja. To so ene take male jeze, ki jih prižigamo. V bistvu zapiramo to točko, zapiramo tretje oko in noter se
napetost nabere. Ta napetost vpliva tudi na sinuse, glavoboli. Ne? In zakaj recimo se te napetosti v telesu sploh pojavljajo? Čustva so tista. Ne? In tukaj lahko razbremenimo tudi te male jeze. In kaj je pomembno? Vedno se grete roke. Stimuliramo energijo, da se prebudi. In Ogenček! ja, postane vroče. In potem ta točka recimo postaviš takole pisne, 2 prsta in nežno odpreš, Aha, da se tretje oko razširi. ok. Prav, malo nižje greš, tako. Okay. Zapreš oči, se osredotočiš in recimo vdihneš, odpreš. In izdihneš, lahko dodaš recimo zdravilni zvok. To bomo na delavnici točno pokazali. Zvok za jetra, razstrupljanje jeter, razbremenitev napetosti. Druga metoda pa je, da enostavno položiš prst gor, Ja, vdihneš in ob izdihu nežno pritisneš. Veš, pri razbremenitvi tako. Pri razbremenitvi je zelo pomembno, da se predvsem na izdih osredotočamo. Veš, tisto, kot pomiriš dojenčka. Ne? In ko izpihneš, to je tako, kot da bi blazino v bistvu stisnila ven, napetost, ne? In tako se iz nas potem ta napetost sprosti. Tako da vdihnemo eno fajn energijo, recimo vdihnemo vrlino. Ne? Vrlina za jetra je recimo prijaznost, tudi odločnost, element lesa. Izdihnemo pa jezo, izpihnemo agresijo, jezo, napetosti. Potem se razbremeni. In to nam tudi, ta del nam zjasni mentalni svet. Jasno sliko dobimo, glavoboli recimo, sinusi, vse se pomiri. Tako da ena zelo, zelo priročna točka. Drugi dve, ki bi omenila, sta pa tukaj, malo bližje. Tukaj greš na zunanje očesne kotičke, okay. pa greš tole jamico. Tukaj je jamica, ja. malo bližje očem, malo greš dol. Aha. Tako, tukaj. Aha, ok. Žolček 1. Torej, začetek meridiana žolčnika, ta je pa specialist za zamere. Ne, ljudje, ko pičimo zamere, pa sploh ne vemo, recimo, ali pa se ne zavedamo. In pol glavoboli pride in boli in te napetosti gredo vse tu gor. Lahko tudi bobni, migrene, vse živo. Recimo ta točka, ko jo pritisneš, torej vdihneš, z izdihom lahko tudi zvok š izdihneš in se ta napetost trenutku razbremeni. Glavoboli, recimo napete oči, utrujene oči, vse, kar je v tem predelu, tudi sinusi, te napetosti se čez to točko lahko super očistijo. In tudi vid, recimo, dobi na ostrini. Aha, super. Je še kakšna točka na obrazu, ki je ful pomembna? Ja, tule. A veš, ta del. Malo probi, če imaš to mišico kaj zakrčeno. Po noč včasih sem zelo stiskala čeljusti. To je to. Tu se veliko napetosti nabere, tudi povezano z jetri, žolčnikom. Je pa drugače to meridian želodca. In ta točka prav vpliva na čeljust, torej zakrčena, zategnjena, škrtanje z zobmi, glavoboli zaradi teh napetosti tu gor. In zelo razbremeni jezo, tudi trmo. Če smo preveč trmasti, če trmarimo. Obstaja kak pripomoček, da mi skozi pritiska na gor. Jo, to bi bilo pa zanimivo najti. To bi jaz tudi imela. V glavnem, tukaj pritisneš, lahko zmasiraš celo to mišico in itak padeš v eno jamico, ki je malo bolj boleča tukaj. Ja, malo boli. In tudi zobobol recimo razrešuje, dobro, to ne pomeni, da ne greš k zobozdravniku, ampak recimo olajša pretok energije. Tako da ta točka je super razbremenilna. Še posebej za tiste, ki škrtate ali škrtajo z zobmi preko noči, ki zategujejo ta del, jeza se noter nabira, stres, napetosti. In že če malo zmasiraš, čutiš takoj, da se razbremeni. Poleg daš roke gor, recimo, pa samo pustiš, da roke takole povzijo in dihaš. Ješ takoj čutila razbremenitev. Ta točka super trupel, super gumbek. Tako da, to je zdaj bilo na obrazu, zdaj gremo pa malo nižje. Aha. Zdaj gremo pa sem.
Okay. Torej, poišči ključnične kosti. Klavikula. Tukajle. Aha, te, ja, Aha. ok. Greš malo dol nad prvo rebro, pa malenkost navzven, na obeh straneh. Padeš v eno luknjico noter. Tlele? Malo višje, lih pod, a čutiš? Ja, malo me Ja. peče. A celo? Ja. Wow, to je pa končna točka meridiana ledvic, ledvica 27. To je pa super gumb. Če se ne spomniš nič drugega, nobene druge točke, se spomniš te. In ta točka recimo tudi zelo priporočljiva za tapkanje, recimo hitra Ja. čustvena razbremenitev, zelo primerna je v primeru, ko si utrujena, ko pade energija, ker ta točka nadzoruje vse ostale točke oziroma ostale meridiane, sprosti pretok energije. Se pravi, mamice, ki ne spimo, dajmo se... Ja. Ok. To je super regeneracija in te točke, ne, tudi ko greš noter, ko zmasiraš, dih ti odpre. In ker so ledvica in letos je leto podgane in veliko strahu, veliko stresa, notranjega nemira, ta rešuje recimo prav ta stres, nemir, strah, tudi panike, anksioznosti. Imaš vedno pri roki. Pritisneš, zmasiraš, potapkaš, predihaš in se energija takoj razporedi, v bistvu se sprosti pretok energije in ni več teh čustvenih napetosti. Sicer pri čustvih je zelo pomembno, da jih ozavestimo na prvi točki. To zdaj ne pomeni, veš, če si jezna, ne, pa greš sam pritisniti, ja, bo sprostilo, kar je sigurno dobro, ampak fajn je ozavestiti, zakaj smo jezni, zakaj smo žalostni, zakaj prestrašeni. Ne, in pomembno je, da ta čustva ne zastajajo znotraj nas. Ker ko zastajajo in so nepredelana, potem povzročajo te blokade. Ne? In te točke pomagajo to sprostiti. Fajn pa je tudi, oziroma nujno je ozavestiti, kaj je odzadaj, da se res celovito lotimo. Ne? In torej zdaj gremo pa še na eno, ki je zelo, zelo priročna, rečem kar najbolj aktualna točka tega časa tudi, ker ta točka, zdaj drsiš po prsnici in padeš v luknjico. Tako, ja. To. To je točka, 17. točka na delovalnem kanalu in ta točka se imenuje morje spokojnosti. To ti že veliko pove, ne? Ja. Pomeni, da pomirja duha, pomirja, recimo, če je preveč misli, energije v glavi, ves čas, potem greš sem, zbereš točko, to je tudi glavna točka za kultivacijo ženske energije. Odpira srce. In recimo, zdravi tudi zlomljeno srce in tesnobe, stiske, zdaj je ful tesnob stisk, vedno več pritiska. In kar je najbolj zanimivo, da vpliva na kolektivno zavest. Izvedla? Ne, nisem vedela. Ta recimo, zdaj je vedno več teh pritiskov, ne, iz družbe, iz kolektivne zavesti in vsi ti pritiski in mi se počutimo stisnjene, utesnjene. V bistvu, ko masiraš to točko, ko dihaš vanjo, prideš v stik s svojim izvorom. Tako da kolektivna zavest nima več takšnega vpliva na te. Po drugi strani pa, če bi vsak kultiviral zdaj to točko v tem času, potem bi ti pritiski zagotovo odpadli. Ok, se pravi, vsi ljudje, tle se morate pritiskati. Pritiskite se, vsi bomo bolj živeli. Evo, jaz ga kamermana vidim, se že pritiska. Dajmo, lahko masiraš. In še ena, recimo, rišeš osmice, ne? Tam, kjer se sreča, znak za neskončnost je točka in greš čez točko, rišeš ležečo osmico, tako se energije tu noter uskladijo. Lahko tudi dihaš, pihaš zvoke, recimo za srce, za pljuča in sprostiš. Predvsem tesnoba, stiska, motnje v dihanju, panični napadi, anksioznost se da odlično rešiti s to točko. Jaz takole razumem, pa povej, če se motim, ker ti poznaš te zadeve. Vse te točke, so to znanje o meridijanih, akupresurnih točkah, čudežnih gumbkih in tako naprej, prihaja iz Kitajske in iz tistega časa, ko so bili plačani zdravniki na podlagi tega, koliko je bil folk zdrav. Danes je ravno obratno, dobijo, koliko je folk bolan. In zato so v bistvu to znanje tukaj dali med ljudi, zato da so ostali zdravi. To je to.
Ne? In zdravnik je takrat naredil vse, da ne bi imel pacientov, da ljudje ostajajo zdravi. Delalo se je na preventivi, danes se dela vse na kurativi. Ne? In akupresura je ena od načinov, da ti preventivno ukrepaš, preden pride recimo do resnejših bolezenskih stanj, zastojev in tako naprej. Tako da je vedno pri roki, zelo priročna zadeva in tudi ta stik s sabo krepi. Ne? Da postajamo bolj čuječi, da smo pozorni bolj na svojo energijo, ker danes človek živi čist nekje od zunaj, preveč tempa, preveč stresa in izgubljamo ta stik s sabo. Akupresura je dober način, da se ta stik spet povrne. In včasih ni treba nič drugo, kot se mogoče samo osredotočiti na točko, jo ozavestiti, jo nežno dotakniti in samo dihati vanjo. In se bo energija sprostila. Kako sem jaz hvaležna, da te poznam. Hvala enako. Res, zato ker to so take uporabne zadeve, to ni nobene filozofije. Pač, lej, vsi imamo te točke, pa dajmo jih. Praktično, uporabno in recimo, če se naučiš potem še uporabljati z cikli narave, točno pravo stvar v pravem času. Ne? Ali pa cikli dneva, imamo 4-letne čase tudi v dnevu. Potem točno veš, kje se neka energija recimo zablokira čez dan, kdaj je čas, zakaj, kje nastajajo napetosti, recimo zakaj največ škrtanja po noči za zobmi. A si vedela? Ne. Zato, ker od 1 do 3 je meridian jeter najbolj aktiven. In takrat se jetra v bistvu razstrupljajo, čistijo, organizem se čisti in gre vse ven, kar se je nabralo. In ljudje škrtajo z zobmi in potem imajo težave s čeljustmi, z zobmi. Tale točka sva rekla, ne? Tukajle. Ja. Meridian želodca, ja, ko stisneš to mišico, skoči ven. Aha, ja. In že to mišico celo lahko nežno premasiraš, ne? In pa bo že boljš. Se bo pretok sprostil. Super. Ja. Vrhunsko. Na tečaju nas boš vse to naučila? Tako. Skupaj z zvoki, z naravo in tak naprej. Tako, pa tudi kako lahko še uporabimo, recimo kaj lahko še uporabimo, ena od načinov so tudi kristali, zelo dobrodošlo. Določen kristal ima določeno energijo, recimo to je fluorid. Fluorid recimo je odličen, da mraz spravlja z telesa. Mraz, strah, leto podgane, panika, anksioznosti, tudi dihanje odpira. Tako da recimo ta je odličen za tole točko. Aha, in potem uporabimo še kristal za to. Tako. Ali pa tudi kakšno eterično olje. Tako da načinov je veliko, predvsem pa svoje roke, toplota, tople roke se umiriti, z dihom iti noter, ker že ko predihamo, se poti odprejo. Krasno. In pol je vse drugače. Pretočnost. Ja, in je tako. Gumb, veš, kjer je, prižgeš, sprostiš. In ko si pozorna, recimo, ko pride neka mala jeza, nekaj čist malega te razkuri, čutiš napetost tukaj. Takoj to sprocesiraš? Vzameš, pritisneš, če se ti mudi vdih, izdih, ampak ker je sproti, ker je kot en taki mali mini servis, ne rabiš pol velikega servisa. Ne? Hvala lepa. Darja Furek v naši družbi. Še jo boste videli večkrat v tej sezoni, kajti ogromno nasvetov, praktičnih, da lahko kar tale trenutek že na kavču, na stolu, kjerkoli že ste, takoj sprobate, takoj dejansko začnete. In še enkrat, če mislite, da te stvari ne delujejo, porod je bil sprožen dejansko s tem. Moja lastna izkušnja, verjemite mi, zadeva deluje ko šus. Tako da se vidimo na delavnici, pa spremljajte še klepetobkavi.si.